Drage gledalke, cenjeni gledalci, dober dan in en lep pozdrav. Pred nami druga tekma 24. kroga Prve lige Telekom Slovenije. V športnem parku v Šiški v Ljubljani se bosta pomerila Bravo in Domžale. Nukič je na sredini lepo sprejel to žogo. Baturina je v kazenskem prostoru, Baturina preigrava, Baturina strelja! Zadev je sicer zunanji del mreže vrat. Ne samo z izkušnjami, ampak tudi z nespornim znanjem. Kim po levi strani gre Sikošek, v sredini je Podlogar. Sikošek je močno podal oziroma kar ustrelil na vrata. Matko tam slabo podajo, Jakupovič, ali bodo znali to kapitalizirati gostujoči igralci. Slab strel Podlogarja je bil to na koncu. In v tistem uvodnem krogu tega drugega dela v Domžalah izgubili proti Muri z 2-1. Ali je sedaj priložnost to, da tam David Brekalo zatrese mrežo? Ne. Podlogar pogleduje na desno stran, Jakupovič, Slobodan Vuk se je priključil napadu Domžalčanov, Jakupovič, dva igralca Brava, pa ponovno žoga do Slobodana Vuka. Husmani ima priložnost, Husmani je streljal prek prečke, blizu je bilo to. Ali je to zadnja priložnost za Bravo? Dobro je tam David Brekalo prišel do strela z glavo. Žinič na Vujadinoviča, Slobodan Vuk zna izkoristiti to priložnost in to je tudi storil. Slobodan Vuk je potreboval samo delček sekunde, prišel, zaustavil z levico tole žogo in iz obrata zadev. Slobodan Vuk je takole presenetil v 55 minuti obrambo domačega moštva in povedal Domžale v vodstvo. Tu žoga na Žinka, na drugi vratnici pa je Brekalo z glavo zabil in takoj vrnil udarec v 58 minuti, torej po dobrih 3 minutah izenačenje v Šiški. David Brekalo na drugi vratnici. Če tam Luka Žinko ni uspel priti do žoge, je to Kurtovič je tam na levi strani, Nukič, kako nevarno je bilo to sedaj. Pa sedaj priložnost za vodstvo z 2-1. To seveda ni izpustil iz rok in nog Roko Baturina. Ponovno je zadev Roko Baturina in dosegel svoj tretji zadetek. Zadetek v polno je seveda ta spomladanska okrepitev iz Dalmacije, ki je seveda član Dinama iz Zagreba, toda Roko Baturina. Padel je tam eden izmed igralcev Domžal, sedaj proti napad Bravo lahko zaključi v tem trenutku. Baturina se tokrat ni izkazal. Moram reči, da je bila tekma verjetno zelo gledljiva tudi za gledalce. Zato čestitke obema ekipama. V prvem polčasu so bile Domžale, so imeli neko terensko inicijativo, čisto priložnost smo imeli pa mi. V drugem polčasu pa mislim zelo živa tekma, zelo zrela z naše strani tudi, sprav nismo dovolili veliko, smo bili pa nevarni predvsem iz proti napadov. Mislim, da smo na koncu vseeno zasluženo zmagali. Dobro, če gremo čez celo tekmo, mislim, da smo mi danes odigrali prvi polčas zelo konkreten. Mogoče malo nam je zmanjkalo koncentracije ali pa nekih pravilnih zaključkov, odločitev čistem zaključkom, ampak potem povedali, imeli tekmo normalno pod kontrolo, čisto ok, mislim, da smo bili boljši, potem pa se nam, kot že velikokrat letos spet pojavljajo iste zadeve. Se pravi, po zadetem golu mi prejmemo gol, mislim, da 2 minuti zatem iz prekinitve. Potem pa drugi gol, spet individualna napaka, ostanemo odprti na širokem prostoru, visoko in pač nasprotnik je to izkoristil.